Na srečo živimo v okolju, kjer nam je dano veliko naravnih dobrin. Vode, zelenja, rodovitna polja. Samo srcem je treba gledati in z veliko dobre volje. In samo malo iznajdljivosti je treba, pa imamo vse. Tudi na oddaljena kopališča oziroma morje nam morda ne bi bilo treba. Sicer pa, ko je vroče in ko si zaželimo osvežitve, lahko domača reka ali potok še kako prav pride. Pa še počitnice so, pravijo šolarji, ki so se na posebej vroč dan namakali v reki Pesnica. Pa čeprav je vode le do kolen, dobro dene. Nadebudneži so v reki kar hitro odkrili tudi blato, takšno, s katerim se lahko odlično namažeš in s svojim videzom prestrašiš nič hudega slutečo prijateljico. Najbrž to ni ravno tisto zdravilno blato, je pa pravšnje za veliko dobre volje in smeh. Otrokom so se kar hitro pridružili tudi odrasli, ki pa so se namestili v globlejšem delu reke. Najpogumnejši pa so se preizkusili tudi v skokih v vodo. Prizor je spominjal na dobre stare čase, ko so se v vročih dneh ljudje zbirali ob potokih in rekah, kjerkoli pač je bila možnost osvežitve. Že včasih so takšna družna kopanja bila vesela druženja tako mladih kot manj mladih, pravzaprav vseh osvežitve željnih ljudi. V Ormožu se mnogi še dobro spominjajo kopališč na reki Dravi, ki so bila včasih množično obiskana, pa seveda znamenitega v 30 letih 19. stoletja moderno opremljenega Majeričevega letnega kopališča na Dravi. Pa seveda kopališč v potokih in rekah, med katerimi je tudi reka Pesnica, že včasih bila dobro obiskana. Na svojih 69 kilometrih dolžine je zagotovo imela vrsto kopališč. Izvira na nadmorski višini 430 metrov pri naselju Pösnic v Avstriji in se kot levi pritok v Ormožu izliva v Dravo. Reka teče po Pesniški dolini, njeno porečje pa znaša kar 556 kvadratnih kilometrov. Kakorkoli, na nek vroč sončen dan je kopalcem znova predstavljala prijetno osvežitev, kot je bilo videti.